Poleg poučevanja na šoli si ti umislil tudi šolske ekskurzije. O tem skoraj govorim kot o kemiji. Kar naenkrat je ratala to situacija, s katero si kar težko verjetno prišel ven. V 2-3 po noč. Večer, gospa, vašega sina so zaprli. Kemija je povsod. Ogljik. Ogljik? Ogljik, rok zvezda, definitivno. Iz Slovenije, to misliš? Tako. Pri Kapelci. In ta Kapelca je druga največja katedrala v Evropi. Sreče se pokazal, se matematika v mojih časih najbrž je bila zahtevna, podobno kot zdaj. Ojke, radovedni ljubitelji kavča. Moje ime je Uroš Bizilj, vi ste pa zopet dočakali novo, že 30. epizodo naših pogovorov v naši 4. sezoni delovanja Poljanskega kavča. Hvala, ker nas spremljate, všečkate, delite ali se na naš kanal z zvončkom naročite. Naš današnji gost je Škofjeločan, Gorenjec, ljubitelj potovanj, Soške doline, poznavalec periodnega sistema, dolgoletni in vztrajen organizator šolskih ekskurzij v tujini, večkratni vodič dijakov v New York, Istanbul in drugod, ljubitelj fotografij, telovnikov, navdušeni sadjar, solidni žogist, večkrat sodelujoči v šolskih videoposnetkih, novodobni dedek, motorist, navdušenec nad starinami, lastnik psa, bele halje, kemik, rekreativni kitarist, sproščeni predavatelj, sodelavec, profesor kemije na gimnaziji Poljane, z nami na kavču, Igor Kavčič. Živijo, Igor? Živijo. Hvala lepa, da si se odzval našemu povabilu na Poljanski kavč. Z veseljem. Upam, da bova ujela dobro kemijo med nama v pogovoru. Bova poskusila. Ja. Upam, da bova malo tako razpoložena, razigrana, duhovita, sproščena, pretočna, kakor bo pač šlo. Jasno, tudi zanimiva. Deva otvoriti tale pogovor z nekim klasičnim vprašanjem, in sicer kdaj, kako to, da si prišel poučevati na Poljane? Ja. Na Poljane sem prišel, po mojem spominu, ki ni več najboljši, leta 1991. Okay. Da sem že kar inventar te šole. Prejšnjo stoletje. Ja, daleč nazaj v prejšnjo stoletje. Ja, tisočletje celo, ja, prav imaš. Zakaj sem prišel? Že sredi študija mi je zmanjkalo denarja in sem začel, poleg tega, da sem zaključeval študij in delal diplomo, učiti na eni drugi srednji šoli. Kateri? Zanimiva. Srednja šola tehničnih strok in osebnih storitev. To je tam za Bežigradom, nasprot štadiona. Tam sem učil mehanike, avtokleparje, frizerke, maserke. Kemijo? Materijale. Okay. Materijale. Nek strokovni predmet? Ja. Samo en razred je imel kemijo, oni so bili strojniki in tak bolj malo više kasta od ostalih. In koliko časa si bil potem na tisti šoli? 1 leto. 1 leto in potem? In sem gotovo, da mi to paše, da mi je fino. Zdaj, več je razlogov, zakaj mi je bilo fino, mi je pa še zdaj fino. Se veš, zlajnano, dolge počitnice, kratki delovni čas, dobra družba in še bi lahko našteval. No, v glavnem, tam sem 1 leto učil, potem sem rekel, fino, ajde, čas je, da prestopim kam drugam, in sem se prijavil na razpis na gimnazijo Poljane, kjer me je sprejel še star ravnatelj, se pravi 3 generacije nazaj ravnateljev, Noel Škerjanc. Ja. Dobro, sem mislil, se ga ne bom spomnil. Ja. Noel Škerjanc. In sem prvo leto bil pol učitelj, pol pa laborant. No, in potem naslednjo leto se zadeva sčistila in sem postal profesor, učitelj, profesor. In ostala zgodovina. In ostal tukaj. Ostala je zgodovina, ki traja zdaj že, vse lahko se štejete. Verjetno več kot 30 let. Ja, tako. In to je to. Okay. Kakšne odnose imaš z dijaki?
In od česa je odvisna obojestranska kemija, se pravi učitelj, dijak in tako? Ali pa, ja, kakšne so tvoje izkušnje? Pa rad bi živel v iluziji, da imam dobre, ampak nimam vedno dobrih. Se jih ne Trudim moreš se biti sprejemljiv. Včasih pri kemiji to ni lahko, včasih celo to ni možno. Marsikdo to kemijo ima probleme in teh problemov jaz ne znam rešiti. Sam s svojo osebnostjo, s svojimi slabimi šalami in tako naprej. Velikokrat pokažeš določeno fotografijo ali pa video posnetek iz šolskih potovanj. Ja, To se pravi, nek del sebe dijakom dajaš, a ne? s tem se rad hvalim. Ja. Ja. Potem kot človek si nekako vidijo, da si nekako tako nonšalanten, sproščen, misteriozen. To ne vem, misteriozen, ok. To mi je misterija. V današnjem času poteka bitka za pozornost. In s čim pridobivaš pozornost, da te dijaki, da te poslušajo, da te upoštevajo, da je fokus na tebi, verjetno s temi osebnimi zgodbicami, s osebnimi elementi, mogoče s kakšnimi šalami, mogoče s čim drugim, ali dobivaš pozornost s kemijo? Ja, seveda, s kemijo, ampak kemijo, če se drugega, ne s to kemijo, tam le gor. Hotel sem reči to, da to je z leti postaje to avtomatizem. Z leti imaš v malem prstu neke odzive na določeno situacijo. Pa se morda, zdaj v teh 30 letih, se morda spomniš kakšnega posebnega trenutka iz razreda, ki ti je ostal v spominu. Lahko je spektakularen, lahko je v plus, lahko gre v minus. Kaj pa vem, recimo tako, kaj bi ti zdaj padel? Včasih smo delali take bombice, ki so ob udarcu eksplodirale. In jaz sem imel grdo navado, da sem vedno v prvem letniku, v prvem razredu, prvo uro pouka, prišel v razred in začel. Kemija je kemija, če se barve spreminjajo, če smrdi in če poka. Sem vzel tisto bombico, sem vrgel v tak plastik, mislim, te keramične ploščice so tam, kjer je umivalnik, in je ob udarcu eksplodiralo. Dokler se ni zgodilo enkrat to, da sta v prvi vrsti sedeli dve punci, kjer je imela ena majhen problem s srcem. In je prišlo do malo medicinskega zapleta, tako da smo jo Do strahu. Ja, imela kar nek panični napad. Torej, včasih je treba malo prej pomisliti, kaj počneš, kar je najbrž moja napaka, ena izmed mnogih. A misliš, da dijaki pri tvojih testih plonkajo? A si ti mogoče kdaj tudi plonkal, bodi si kot srednješolec, bodi si kot na fakulteti? Pa ja, v svoje čase smo tudi mi plonkali. A si jastreb na urah, ko so testi? A si jastreb? Golob. Si golob? Golob sem. Golob sem, čeprav je tako, ne, če se želite plonkati, je treba tudi to znati. Res malo paziti, da se res ne, tako očitno to ne kaže. Ne. In če se kje očitno vidi, da kdo plonka, takrat mu dam rumen karton in potem pazim, da ne dobi rdečega. Ne. In dva rumena kartona sta rdeči in ja, super. Ja. Če ne bi bil profesor, kakšen poklic bi lahko še opravljal? Pa lahko greš ven iz kemije, lahko greš anything. Turistični vodič. Turistični vodič, to si zdaj na Ameriko na stara leta, na zrela leta ugotovil, zrela leta da te to vlečeti. Ja. Sprav, turistični vodič na neke destinacije, vodiš skupine. Super. Si morda kdaj razmišljal o tem, da bi zapustil Poljane in da bi mogoče zamenjal šolo, naprimer za gimnazijo v Škofji Loki ali pa gimnazijo v Kranju, ki je mogoče bliže, ker ti namreč živiš v Škofji Loki, pa je ta destinacija kar neugodna, se mi zdi, iz te smeri, zlasti v jutranjih konicah, ko je treba prebiti se čez gužve, ne? Ja, seveda, sem imel nekaj časa nazaj, mogoče 15 let, idejo, da bi se, ker se je v Škofji Loki praznilo mesto za učitelja kemije, da bi se preselil tja. Predvsem zaradi prometa, ki si ga že omenil. Pa ne vem, zgleda sem že zrasel s to šolo toliko, da sem po razmisliku rekel, v redu, ajde. Si bom kupil motor, pospešil to vožnjo tja in nazaj. A si jo pospešil? Z motorjem si jo? Pol časa. Enkrat si jo pospešil? 100%?
Ja. V koliko času prideš? Jaz recimo veliko kolesarjem in recimo od Tivolija do Škofje Loke pridem pod 1 uro, recimo, odvisno tudi kako veter piha, s kolesom, klej pod temi hribi, ne? Ti? Jaz z motorjem, pol ure ziher. ja, do Celovške pridem v 15 minutah še prej. Potem pa od Celovške, kjer se zdaj sploh začenja gužva, ker tam delajo nekaj, do šole pa še mogoče 20 minut. Ampak je to kar taka adrenalinska vožnja. Akrobatska vožnja, šviganje, slalomiranje. In tako naprej, zato pač je ta motor. Ja. Zato je avtomatik pa tako je. Nad čim se je mladi Igor Kavčič navduševal kot dijak? To moram pa malo nazaj pomisliti. Toliko nazaj. Nad čim se nad glasbo. Ja, seveda. Muzika je bila moja strast. Kaj pa kot predmet v šoli? Ali, mislim, kako si prišel sploh Predmet v šoli. na kemijo? Kemija se mi je zdela logična kot prvo. Dokaj enostavna, ni bilo treba veliko memorirati, samo tisto, kar si memoriral, si mogel uporabiti v več možnih variantah. Po logiki je podobno matematiki. Jaz jo vidim kot uporabno matematiko. Ni te pa odbijala, ker imel si težave za matematiko, a ne tudi. In te to ni oviralo, Zelo na kratko. ni te oviralo to v nadaljevanju izbire, da rečeva, naravoslovnega študija. No. Ne. Matematika v mojih časih najbrž je bila zahtevna, podobno kot zdaj. Ampak, ko sem poiskal pomoč pri eni sosedi, ki je bila en letnik starejša, ko mi je razložila zadeve, je šla zadeva potem gladko naprej. In potem na maturi matematike v mojih časih ni bilo, če si jo nisi izbral. Na fakulteti je pa udarilo potem z macolo po glavi ta matematika. Ampak tako kot bo tudi naše dijake udarila marsikakšna zadeva na fakulteti, je treba tega bika prijeti za roge in ga ukrotiti. Ne. In jaz sem tudi to matematiko ukrotil, s 6, ampak sem jo, in je šla mimo. Ali danes opažaš večje zanimanje za naravoslovje kot pred leti, recimo, na tej šoli? Je. Ali pa pri dijakih tako nasplošno? Jaz imam uvid bolj v kemijo kot v celotno naravoslovje. Opažam, pri kemiji opažam porast, predvsem, tukaj se edino vidi porast prijav za maturo iz kemije. Zdaj razlog sta moji 2 kolegici, sigurno, ker sta delovni, sposobni, strokovni, poslušata dijaki in tako naprej. Torej imam 2 dobri sodelavki, ki sigurno delate veliko reklamo za kemijo. Kako konkretno si se ti osebno zaljubil v kemijo? Kaj je to? A veš, Ne vem, dejansko ne vem. Kad ti v šoli pač nekaj se moraš odločiti potem po srednji šoli, ne? Ja. In ti si se pač odločil za kemijo. Ja, to pa vem. Kako to, kaj? To pa Pa bi se odločil za, ne vem, za fiziko, ne vem. Ali imam pa za zgodbo tudi o tem. Ja. Mislim, odgovor na tvoje vprašanje. Zdaj, matura v mojih časih je bila taka, da si vzel slovenščino nujno, zgodovino in samoupravljanje s temelji marksizma nujno, to je bilo skupaj. Potem si imel tuj jezik ali matematiko, pa še izbirni predmet. No, jaz sem vzel sicer angleščino, tuj jezik in pa kemijo kot izbirni predmet. In potem sem tuhtal, kam bi šel študirati. Zdaj, 2 izbiri sem imel, kot jo imajo tudi mnogi, ali pa mogoče jih imajo celo več. Eno je bilo novinarstvo, drugo je bilo pa kemija. Zdaj, v časih mojega odločanja za študij smo živeli še v socializmu in fakulteta za politične novinarstvo, FSPN se je reklo takrat. Fakulteta Za za sociologijo. družboslovje in Nekaj takega. No, v glavnem, tam FDV, je bil predmetnik, ja. kjer so bili predmeti, ki mi niso bili všeč. Družboslovni, predavani v duhu tistega časa, da ima reči temu tako. Druga opcija je bila kemija, pa še najboljši prijatelj še na kemijo. Tako da sem izbral kemijo. V šali pravim, da sem vrgel dinar takrat še. Nisem ga vrgel, sem se Ja. odločil z nekimi argumenti
delno banalnimi, delno pa razumskimi. Ok, šel si študirati kemijo, ampak lahko bi pa tudi nadaljeval v gospodarstvu, da si v službi kot kemik v gospodarstvu, ampak si pa potem se odločil za prosveto, se pravi za šolstvo, kar si na začetku potem tudi tisto, kar sva govorila, da si nekako okusil slast prosvete ali kaj, ali šolstva. Deva reči tako, ja. Okusil sem slast prosvete, postal sem zasvojen in sem postal zasvojen. Tako. Daj nam razloži, kaj je v beli halji. Se pravi, vsi kemiki imate zaščitno opremo. Zakaj? Ja, bela halja. Zakaj ni plava halja, recimo? Ja, zdaj to je... Zakaj je, oprosti, ker skačem, zakaj recimo, doktori imajo bele halje, farmacevti imajo bele halje, kemiki imajo bele halje, zakaj nimate modre halje? Ja, to je najbrž iz... To kar tako, to kar... Ja, ne, se to obstaja, prav v angleščini obstaja izrazi, tudi včasih ga povem, white color pa blue color, se pravi modri pa beli ovratniki. Beli ovratniki naj bi bili mišljeni kot ljudje z visoko izobrazbo. Ja. Modri ovratniki pa ljudje, ki bolj manualno delajo, recimo, kaj sem, mehaniki in podobno. Vodovodari, karkoli. Ja, meni je smiselno to. Dobro si tega nisem vedel. To je to. Ok, poveva kaj v beli halji, mogoče kaj o teli, ki si je dubo, ali pa tako nasplošno. A zahtevaš od dijakov, da imajo bele halje pri poskusih? Nedosleden sem v mnogih zadevah, tudi tukaj sem nedosleden, odvisno od dneva ali pa od jutra. Ponavadi, mislim, halje morajo imeti pri vsaki vaji. To je del zaščitne opreme. Zakaj? Zato, ker delajo s nevarnimi kemikalijami, ne? Kisline baze, oksidanti, reducenti, različne stvari se uporabljajo v vseh 3 letih. A pod varnostno opremo potem za kemijo, za poskuse pride zraven tudi kakšne gumijaste rokavice ali tudi, ne vem, varnostna očala. Aha. Kje so? Tam so. Ok. To je to. To imajo vsi in nosijo večinoma. Kakšen časih pozabi, ponavadi jim dam potem jaz viška hal, ki jih imam v kabinetu, da se lahko upremijo. Ponavadi. Daj nam svetuj, kakšen kemijski učinek ali pa magijo bi lahko s pridom uporabili v domačem okolju. A veš, kakšne trike, kemijske trike, recimo, kaj sem, za komarje ali pa za sončenje. Take uporabne, ja, ali pa za, ne vem, za klope ali pa mravlje, kaj pa vem, neke take. Recimo, za te komarje, to je invazivna vrsta komarjev, tigraste komarje. Tem, kjer imate stoječo vodo, je treba dati noter kos bakrene žice. Ker ta baker, oziroma bakerovi 2 plus ioni, ki se počasi tvorijo ven iz te žice, odganjajo komarje. Če ne se pa tam naselijo, ležejo jajčice in se razmnožujejo. Ja. To je ena zadeva, zdaj, kaj s tem lahko čistite te ročke za tuširati z ocetno kislino, to je splošno znano. To so gospodinjski nasveti, jaz sem... ampak je kemija... Slab naslov na to, to je vse kemija, to raztaplja pnenic in tako naprej. Ok, v času dijakovega šolanja oziroma poučevanja kemije, te naše dijake pelješ tudi v različne ustanove, ne? Ja. Kot je recimo obisk dijakov na Kemijskem inštitutu v Ljubljani ali pa svoj čas, zdaj, a to še voziš ekskurzijo v München? Lansko leto smo bili, letos nismo šli. V tehnični muzej. To pa zato, če smem, ker so muzej začeli prenavljati. Prenovili so kemijski del, ampak so ga po mojem mnenju prenovili v kemijski del za osnovne šolce. Preveč osnovno ali preveč je osnovna. Preveč otroško. Meni se zdi tako, čeprav mogoče imajo otroci drugo mnenje, drug vidik tega, meni se zdi to malo bolj za osnovnošolske skupine. Čeprav je pa ostali del muzeja, ki je prenovljen, kar zanimiv. Zakaj še nismo šli? Najbrž nam zmanjkuje malo časa z vsemi temi stvarmi. Kaj povem? Meni tudi energije, moram priznati. Ne moram ravno vsako drugo soboto biti od doma. Mogoče lahko zvemo, kaj ste delali na Kemijskem inštitutu v Sloveniji?
Na Kemijskem inštitutu, ko smo bili, bile so neke delavnice uporabe invazivnih vrst v industriji, rastlinskih invazivnih vrst v industriji. To so te rastline, jaz sem pozabil ime, ko res rastejo na obrežju rek. Čak, invazivna vrsta, če to bi mogli To so tujerodne vrste. Japonski dresnik je ena. To. No, pa še kakšna. Ja. No, v glavnem z tega japonskega dresnika so delali potem potencialno hrano za živali, potem še neke pigmente so vam vlekli za barvila in tako naprej, naravna. To je bila neka delavnica, ki so jo na kratko naši dijaki obiskali, potem jim razlagali tudi, kako delujejo analizne aparature, IR, NMR in tako naprej. To so posebne take kemijske, predvsej na višjem, bi rekel, nivoju znanja so tam, kot smo mi, tako da včasih je težko jih razumeti pri teh predstavitvah. Ko sem se pripravljal na ta pogovor o kemiji, ki ni moje področje, in sem razmišljal nekako o kemiji, sem ugotovil, kako je strašljiva vse prisotna kemija v našem življenju. Se pravi, kemija je povsod. Ja, točno. Zdi se, da vse, kar obstaja, temelji na kemiji. Se pravi, je v prehranjevalni verigi, v izdelkih, raznoraznih, v oblačilih, jasno v industriji, tehnologijah, tudi v odnosih je kemija, v zdravstvu, gradbeništvu, tako. Kemija povsod, če tako pogledaš, ne? Strašljivo je to. Da, recimo strah pred intervjujem požene adrenalin, ne? Kemične procese v telesu, ki so vezani na boj ali kemijske reakcije, na vse, fight or flight. Ja. Si hkrati, kot učitelj kemije, si hkrati tudi mentor dijakom, ki tekmujejo na tekmovanjih iz kemije. Ja, in zdaj dobil sem nek podatek, da je neka dijakinja, lahko da jih bilo več, pa jaz tega ne vem, no. Je pod tvojim mentorstvom osvojila neko zlato Preglovo priznanje pred časom, zdaj jaz niti ne vem. Tako je, s temi zlatimi Preglovi priznanji jih je kar nekaj, no, zlatih. Letos gre na maturo, oziroma je že opravlja maturo dijak, ki je bil vse 4 leta zlat Preglov nagrajenec, oziroma zelo dobro v kemiji. Mislim, da je bil lansko leto 3. v državi. Deva ga omeniti. Luka Gradišek. Luka Gradišek je bil 3. v državi v kemiji. Ja. Zelo bister pobat. Tam ima še en cel kup drugih. In tudi gre na kemijo potem na študij in to. Biokemijo, ja. Mislim, da je bil tudi zlat v nemščini. Tako da je univerzalec. Mislim, da je tekač na dolge proge tudi. A to ta, vem, ki je. Ja, tak so visok. Ta je tudi dober športnik. Mislim, tekač in atlet in... on je to. Ta je tako trenutno res top. Če se vrnemo nazaj na kemijo, tam opravljate neke eksperimente. Koliko pa je delaš recimo na pouku kemije? Imate verjetno teorijo, potem nek del imate kemijske eksperimente, praktično, kao, ne? In pol kaj imate še neke, a temu rečete verjetno vaje? Zdaj tako je na hitro. Na kaj se deli tvoj predmet? 65 ur teoretiziranja? Normalnega pouka. Teoretiziranja? Ne, pardon, 60 ur. Teorija? Ja, je teorija, vaje, preverjene znanje, utrjevanje znanja, kakorkoli že. 10 ur v šolskem letu za vsega dijaka so pa laboratorijske vaje. 10 ur? To pomeni 5 vaj, ker vsaka vaja traja 2 šolske uri. 5 krat po 2 vaje? Tako. Ja, po 2 uri. Sorry. Tako. A je to velika, bi ti dal več? Ali... Mislim, da je ravno prav. Več bi bil že problem v organizaciji, po moje ravno. Kaj izvajate tam? Kaj zganjate na poskusih? Zganjamo odvisno od letnika. Na začetku, v prvem letniku zganjamo tehtanje, merjenje volumna. To so začetni koraki. Potem kasneje že zganjamo uporabe kakšnih bolj zahtevnih metod, analiznih titracij, recimo merjenje koncentracije ali pa določene koncentracije nekih neznanih raztopin.
In tako naprej. To je tako precej ne zanimiva tema, meni verjamem. Tebi ali dijakom tudi dijakom? Publiki. Ja, verjamem. Kako naj se dijaki najbolje pripravijo na kemijske teste in spraševanja? Naj poiščejo stare teste. In bojda obstajajo, ali kaj? Obstajajo, seveda. Krožijo po netu. Jaz upam, vsaj jaz jih vračam vsako leto in zdaj to je znanje je moč, a ne, tukaj je sigurno. Ne, ti stari testi se malo zamešajo, premešajo, spremenijo številke. Kakšne so potem najpogostejše napake, ki jih dijaki delajo pri učenju kemije? Kaj bi ti rekel, da se na pamet Danes sem najdel eno, nekaj? Ki se mi zdi še tako zelo je banalna. Ne? Pri računanju, ko imajo ulomke, imajo dve števili zgoraj, pa dve števili spodaj, oni na kalkulator. To se meni zdi s tebi tudi smešno, ampak to je včasih tragično, ker tukaj točke grejo za brez veze. Spravi, oni to naredijo čisto operativno zgoraj, ulomko to krat to, potem pa deljeno 100, potem pa, ker je od spodaj, če si predstavljaš dve številki, ki sta zmnoženi spodaj pod ulomkom, potem na koncu dajo še krat to. Ampak to kalkulator vidi kot 3 stvari zgoraj, pa eno spodaj in dobiš totalno napačen rezultat. Tako no, to je računska napaka. Računska, čisto. Ja. Računska postopek, vse v redu, računska napaka, nič točke. Kateri so tvoji najljubši kemijski elementi in zakaj? Zdaj bom pa jaz odstranil zlato in srebro bom odstranil. Ja. In ostanejo ti še ostali. Aha. Pa prav posebej ljubih nimam. Bakar, ne? Ma ne vem. Nisem se v nobenega zaljubil. Tako, prav si rekel, zlato bi bilo najljubše. Ker, se veš, v zlatu imamo stvari, ki nam nekaj pomenijo, ne zaradi teže zlata, ampak zaradi tega, kdo nam je to dal, pa zakaj. A ne, to so bolj... Kaj pa kripto? Nimam tega, to pa kot prvo ne razumem tega. Jaz sem finančno sem... To smo mi stara čisti... Dinozauri. Diletant, ja. Ja, dinozauri smo. Dinozauri. Kje pa. Kateri so največji izzivi pri poučevanju kemije na gimnaziji Poljane? Konkretno na tej šoli, kateri bi bili največji izzivi? Je teh izzivov veliko? Vedno so izzivi. Pa jih je veliko, jih je malo, jih je... Ja, če jih razdrobimo v te manjše izzive, jih je ogromno. Ker to so dnevni izzivi v bistvu. Računaj, se sam veš, mi dobimo v šolo odlične dijake, dobimo dober material. In zdaj kako s tem materialom delati, da se ne bo dolgočasno, da bo imel izzive še naprej, da mu postaviš nekaj pred nos, kjer se bo mogel ekstra potruditi. To so izzivi. Za konec tele kemije imam še 10 hudomušnih vprašanj. Na kemijo pa lahko na hitro odgovarjaš, se pravi, koliko litrov kisline bi potreboval, da bi raztopil svojo napako pri zadnjem testu? Odvisno od koncentracije. Dajmo reči 2 deci. 2 deci? Ali se je kemija kdaj spopadla s tabo, ali si ti vedno tisti, ki jo obvladaš? Ne, sem že imel borbe, kjer sem zgubil. Je kemija zmagala že? Ja. Ali se sploh še najdejo novi elementi in upisujejo v periodni sistem? Vse, to je stvar tehnike. To je zdaj resno? Ja, je resno. Še vedno najdejo nove elemente? To je stvar periodni sistem, kje imamo do konca, zadnje vrstice že nove. Rusi so tukaj dobri. To je samo stvar tehnologije. Kako zmetati skupaj na neko jedro čim več nevtronov pa protonov, da še držijo skupaj za tisto milijoninko sekunde, da ga lahko dokaže in imaš ga, ne? Pa imaš kavčiči, recimo. Kako pogosto kemija v tvoji glavi eksplodira, ko ti dijaki postavljajo vprašanja? Tega vprašanja pa ne razumem. Kako pogosto eksplodiraš, zdaj, ali zaradi razmišljanja, ali zaradi jeze, ali zaradi kaj, ki ti postavlja neka vprašanja, bodi si kemična ali pa kjera druga, kaj sem?
Prepogosto. Super odgovor. Ali kemija kdaj povzroči, da tudi ti eksplodiraš od jeze, ko se nekaj ne izide? Ja, zdaj, če bi bil to nek eksperiment, ki mi ne rata, to ravno eksplodiram, ne skušam se vleči ven z Murphyjevim zakonom ali pa ne vem kaj, se sklicujem na Vesno, ki je kaj narobe sestavlja, zelo pripravlja, tako da prav burno ne reagiram. Ne zavrem. Spet si omenil eksperimente, a je kakšen dogodek bil na eksperimentih, ki imate, da tam vsi gledajo, pa to, da se zafrkne kaj, pa se zgodi kaj nepredvidljivega, kaj tazga, je kaj tazga. Je še ena anekdota, špricne poči, ne vem kaj. Ja. Je bila še ena anekdota, ravno s temi bombicami. Teh bombic ne delam več, sem zgleda prišel k pameti. In te bombice smo delali enkrat skupaj z izbirno skupino kemije, tako da so oni tudi to delali. To pa gre tako, ne, da ti narediš eno zmes, dodaš vodo, da ne reagira prej, da je mokro, in potem dodaš lepilo za tapete. Zmešaš, narediš krogelce, daš na veci papir, da sušiti. Potem, ko se posušijo, vzameš očala, debele rokavice in počasi odluščiš vsako, se pravi, prej jih se strižeš, da je vsaka daleč proč, tako krogelca. Odluščiš in jih daš v vato, in vato čez in v vžigalnično škatlico, po 2 ali pa 3. In jaz sem to imel v mojem predalu in so dijaki rekli za boj pred Božičem, so rekli, profesor, vemo, da imamo, gremo nekaj pokat. Ja, seveda, sem rekel, vzamem tisto škatlico in so tam tako suhe ratale, tiste bombice so bile super agresivne, ne, jaz sem samo... Da si že s tem trenjem mal. Tako, smo šli samo ven na tale dvorišče notranje in sem jaz samo odprl in so 3 naenkrat počle. Tista vata je šla po luftu. Jaz sem imel, hvala Bogu, varnostno očala, ampak zgubil sem sluh za nekaj časa. In si mogel prav do doktorja verjetno? Ja, sem šel prav na kliniko in pol zdravnik vpraša, kaj ste pa počeli? Jaz sem rekel, poskus sem izvajal v šoli, pa se ni šel, malo prehitro se skupaj šlo, ne. Zdaj pa imate, ne. Pa sem neke tablete imel. In pa si dobil neko lekcijo, da rajš ne se zabavaš več s tem. Čisto tako nisem nehal, sem pa potem počasi to nehal spustil. Kateri element v periodnem sistemu je po tvojem mnenju rok zvezda kemije? Kaj je to? Ogljik. Ogljik? Ogljik, rok zvezda, definitivno. Zakaj? Kaj? To je pa neverjetni element. Daj mi pojasni za mene, ne kemika, kaj je fora? Ja. Zdaj, kot prvo sestavlja molekule življenja, to so beljakovine. Potem ogljik je v elementarnem stanju kot diamant, kot grafit, pa še kot baki bol, baki tube in tako naprej. Se pravi, to je osnova nanotehnologije. Precej stvari se vrti okoli tega ogljika, ogromno. Zato je to, se pravi, zvezda periodnega sistema. Po mojem mnenju. Poleg poučevanja na šoli, kemije in razredništva in to, si ti umislil tudi šolske ekskurzije. A lahko spregovoriva malo več o, kako je to nastalo, kdaj si začel s tem, ko si dobil idejo? Lahko. Koliko časa že to počenjaš? No, o tem najbrž vejo tudi dijaki, o tem skoraj raje govorim kot o kemiji. Tako da tole je tema, ki sem jo komaj čakal. Kdaj se je to začelo? Tako okvirno, 20, 15? Točno 2007. leta. Nisem bil daleč. Bolje stvar je šla po stopnjah. Ne? Začelo se je najprej takrat, ko je ena profesorica fizike, ki je organizirala ekskurzije v München, rekla, jaz sem pa tega dosti, dijaki so nemogoči, to se ne gremo več. Sem rekel, bom pa jaz. Pa sem to vzel in začel voziti, potem sva z Nino začela kooperirati, ona je imela čez umetnost, jaz naravoslovje, in sva hodila po enodnevne ekskurzije po bližnjih mestih, München, Dunaj. In si nabirala s tem izkušnje? Tako, potem sva šla za večdnevne ekskurzije, potem sem pa jaz 2007. leta, marca, februarja, hodil že
po Maroku in sva srečala tam nekje na enem prilazu eno grupo dijakov. Jaz sem imel pa eno nizozemsko majico za izmenjave in so me ugovorili, ne, po nizozemsko, pa smo začeli debatirati. Kaj pa vi kle? Ja, en profesor nas je vzel s sabo, da gremo lepo na ekskurzijo po Maroku. Sem rekel, če pa oni lahko, pa mi tudi lahko. In sem šel do gospoda ravnatelja in sem rekel, to pa to idejo imam, in rekel, dej, naredi, ne. Pa sem šel do Oskarja, ki vodi agencijo Oskar, ker se malo poznava, in je rekel, ja, fino, super, dobra ideja, dajmo mi začeti za Turčijo. In smo šli za 9 dni v Turčijo, prvo leta 2007 oktobra, in potem je zadeva se začela. Potem smo začeli iskati druge destinacije, ker sem živel v New Yorku nekaj časa in tam delal med počitnicami. Sem ga nekaj poznal, sem rekel, bomo probali pa še tja, in smo tudi to probali in je šlo. In ne vem, precej stvari smo videli, hvala Bogu, vsi prišli nazaj vedno. Dajva najprej našteti, na katerih destinacijah si tako šolsko ekskurzijo že izvedel. Vem za New York, vem za Turčijo, se pravi, Ja, zdaj, za Istanbul, mogoče še Sirija, Jordanija ali kaj. to je bilo enkratno in No, nepozabno. pač si to izvedel, ne? Ja, A še kje? Maroko. Maroko si tudi, ok, 4. destinacija. To so bile te daljše. Ponavljali smo jih Tedenske, ne? tedenske. Ja. Tedenske. Te so bile daljše, zdaj sem se nekako upokojil v Istanbulu, lahko rečem. A ne? To je predvsem enostavna zadeva, kar se tiče organizacije. Letimo iz Ljubljane, vozimo se z busom iz letališča do mesta, potem smo 5 dni tam in isto nazaj. Zelo enostavne. Če primerjam to in New York, je to 10-krat bolj enostavna stvar. Je pa seveda New York večji izziv, ne? In tudi, ko prideš nazaj, imaš malo večji greben. A ne? To nam je spet rata. Kaj je na ekskurzijah najbolj pomembno in kaj je zahtevnega na teh ekskurzijah, ki jih delaš? Kaj je pomembno, kaj je zahtevnega? Zame ali za vse? Rekel bom za tebe, kot vodjo skupine, ne? Ja. To se bo smešno slišalo. Zame je pomembno to, da me malo dol visi vse skupaj, po domače rečeno, da se ne obremenjujem z vsako malenkostjo, da ne skočim v vsak problem z neko paniko, ker sem svoje čase to počel in se mi je poznalo pri zdravju. Tako da zdaj... Pa tudi s hladno glavo drugače rešuješ situacije kot z vročo, ne? Sigurno. Ja. Se najde marsikaj, ne, računaj 30 plus dijakov, lahko prije do tega je onega, zdravstveni problemi, kakšne neumnosti iz njihovih strani. Marsikaj je že bilo, ampak smo, hvala Bogu, mašala, vse skupaj srečno pripeljali do konca. Predstavljam si, da na takih ekskurzijah, na takih potovanjih prihaja do določenih problemov, kot tudi, ali pa izzivov, kot sam jih omenjaš. Kako rešuješ take situacije, kakšne se da rešiti, a je bilo kdaj, da se ni dal kaj rešiti? Da so mogli, ne vem, ne vem. Hvala Bogu, je bilo zaenkrat vse obvladljivo z naše strani, nismo nikoli obiskali bolnišnice v neki tuji deželi. Je res, da smo enkrat prvo ekskurzijo, ko smo šli v Turčijo, ko smo šli na avion iz Istanbula, sem prišel na avion kot zadnji, kot vedno grem zadnji, in smo imeli cel kup dehidriranih dijakov, jaz sem hudo driska in to, in sem srečal tam stevardeso, ki je bila naša bivša dijakinja. In sem rekel, ti poslušaj, imam te probleme, je natrpala vode, te pol-litrske steklenice in sem hodil po avionu in sem delil vodo. No, potem so prišli domov, so jih starši peljali 2 ali 3 na infekcijsko kliniko, da so tam par dni odležale, pa bilo pa v redu. To je bilo, kar se tiče zdravstvenih problemov, najhujše. Jaz imam ene par situacij tule, recimo, ker sem jih izvedel od dijakov,
simpatičnih, takih čist, življenjsko simpatičnih. No. Super. A se pravi, recimo eno imam klele iz Istanbula, ko ste bili v situacijah v metro, na tramvaju, na tramvaju, a že veš? Ja. In tam se, pol jih je, a si bil ti zunaj, a si bili, dej ti to opiši. No, to zgleda, imam mehen sreče, ali pa imamo mehen sreče, več kot običajno. Šlo se je za to, da smo prišli na postajo tramvaja, rush hour je bil, gužva je bila in jaz sem, ker sem nekaj dijakov lovil od zadaj, pozabil povedati, na kateri postaji gremo dol. A ne? In potem so se odprla vrata, tramvaj je bil skoraj poln in so se uspeli, polovica se je uspeli strpati noter, polovica pa ne. Jaz sem ostal zunaj. In potem, ko so šli noter, so tako, kar naenkrat, Kam moramo pa zdaj moramo iti. Kje se bomo pa zdaj ustaviti? Kje postajo? In sem jaz, ne vem, po kakšni sreči sem pokazal 7. Neki znak si kazal. 7. postaja dol. 7. postaja dol. Nisem vedel, če je točno 7, tako po nekem občutku. Sem pa prej še to kazal, ne? Ker vezni koler je prva črka tiste brez veze. V glavnem 7. postaja in zgleda je to prevladalo v tisti pobegli grupi, da so šli res 7. postaja dol. In to je edina informacija, ki so jo imeli, 7. Ja, kaj 7? Stvar ni bila tako nemogoče, ta tramvaj vozi po neki ruti in ko smo se potem mi drugi spravili na čist prazen tramvaj v drugi rundi, ne, ker vozijo zelo na pogosto, sem jaz vsako postajo, ko smo prišli, ko smo se ustavili, sem šel do tramvaja, pogledal, a nas dočaka in šel naprej. In če bi kdo prej dostopil, bi ga najdel. Ne. Če bi šel pa kakšen naprej, ti bi bilo pa malo večji problem. Ne. Je pa res to, da to se je meni osebno zgodilo, ko meni se je sin zgubil v Sevilji enkrat. Koliko star? 5 let. Ne več, pardon, 6-7 tam nekje. Ja. Let star, to zato, ker mu nisem hotel kupiti kape iz Sevilje, nogometni klub, sem mu kupil samo šale. Gorenc pa to pa šparam. In je trmast, ko je, kar naenkrat, ko je mislil, da že vidi hotel, je kar šel po svoje. In ga ni videl, se je zgubil. Telefon je meni crknil, njemu je bil toliko še, da sem, ko sem prišel v hotel, da sem ga dal pond, sem videl, da je poslal SMS. Sem ga jaz poslal, kje pa si? In je napisal pri Kapelci. In ta Kapelca je druga največja katedrala v Evropi. In je bil tukaj pa, hočem reči to, da je šel na dijaki so, otroci so pametni, kadar je kriza, se znajo se znajdejo, to najbrž tudi doma jih tako učijo, pa mogoče smo tudi mi kaj pomagali in ponavadi grejo na nek zelo znan punkt in tam počakajo, kot moj sin. Je počakal tam in pa sem šel, sem kupil kapo, pa sva šla. Preživetveni nagon, si kupil kapo, bil vesel, da si ga najdel. Ja, bili so vsi veseli, da sem ga najdel, žena sploh. Ja. Veš, kaj bi se, to je bila ena z tramvajem, pa je bila pa druga, je bila tudi taka situacija, jaz ne vem čisto dobro o tej situaciji, ampak nekako se mi dozdeva o tem, da če je možno se pogovarjava o tem. Ja, lahko. Če je bila zelo resna, bom že jaz. Če pa ni možno, pa ne. Lej, slušaj, jasno, ko prijete v Združene države Amerike, pač morate čez ta letalski protokol, pa nazaj enako verjeten in to, in potem si imel neko situacijo v New Yorku, ki je en dijak nekaj delal. Se pravi, po trgovinah je nekaj delal, kar se ne sme delati nikjer na svetu. To je... In kar naenkrat je ratala to, ne vem, situacija, s katero si kar težko verjetno prišel ven. A lahko malo spregovoriva o tem? To je malo daljša zgodba. Lahko. Takrat, mogoče to začnem z nečim pozitivnim. V vsaki slabi stvari je nekaj dobrega. Ne? Zdaj, takrat sta bila oba moja sinova z mano. Jaz, tako kot najbrž tudi drugi starši, nagradim z moje otroke za njihovo uspešnost v šoli, športu, kjerkoli, s tem, da jih peljem nekam po svetu. In ko sem vozil otroke po svetu, sem izkoristil to, da sem vozil še moje otroke po svetu, kar je edino pametno. In takrat sta bila oba zraven in sta videla celo zgodbo.
v živo. In ni jim nikoli treba bilo povedati, ne kradi. Česa se ne sme. Ja, ne kradi, ker jih boš dobil, enkrat prej ali slej te bojo dobili. In ne bo fajn. In zadeva je šla tako. 2 dijaka sta butasta, kot sta bila, 2krat na istem mestu, jemala neke tablete, Advil tablete, ne vem, zakaj je to sploh dobro. To sta kao ukradla. V lekarni, kje kaj? Ja, ne, to je 24/7, so neke štacune, okay. ki so skozi odprte in sta tam prvič jih je varnostna kamera videla. Ne? In potem drugič, ko sta spet prišla v isto štacuno, so jih varnostniki zahopali. Prvi je nekako uspel uiti. Mladoletna. Drugi se pa je, ko so ga zahopali, začel repen, pa je, to mi je potem policist pravil, Upirati in tako? Upirati in tako naprej in tako nazaj in zanikati in tako naprej. Potem pa seveda, ker je bil agresiven, so ga uklenili in poklicali policijo, varnostniki ga uklenili in peljali na policijsko postajo. Na 33. ulico v New Yorku. Jaz sem prišel v lobby zvečer, ker so imeli nekaj časa prostega, sem prišel v lobby in lepo v tisti rjavi vrečki pijem svoje pivo zvečer v naslonjaču, podobnim tem. In pride en dijak počasi, previdno, s strahom mi povedati novico, da tega pa tega so zaprli. Potem je tako pločevinka padla po tleh in pa šoka pa zdaj. In imam jaz neko žlahto, niso več v New Yorku, ampak so blizu. In sem ga poklical tega bratranca, kaj pa zdaj, to se je zgodilo. Tako se moraš obrniti, ne? Ja, je treba se kar obrniti. In je rekel potem tako, da bo poklical svojega prijatelja, ki je upokojen policist, kaj narediti. On je povedal, da so ga najbrž peljali v zapor, potem pa na juvenile court, se pravi na ta sodišče za mladoletnike, ja. In tam mu bojo odredili kazen. In zdaj mi smo vsega hudiča preračunavali odvetnika, gor dol levo desno, kaj bomo delali, takrat je bil to zelo, zelo neugoden večer je bil, jaz sem mogel še poklicati domov. Se pravi, 6-urnim zamikom so starši sem dvignil nekje v 2-3 po noč. In to si lahko predstavljate, ko na telefon, dober večer, gospa, vašega sina so zaprli. Ja, jaz sem samo to rekel, zdaj urejamo zadevo, naredil bom vse, kar je v moji moči, da ga pripeljem domov. Se slišimo, ko bo kaj novega. In smo šli naprej. No, potem se je mož, v glavnem, ne bom vlekel te štorije naprej, zadeva se je izpletla v redu, fant je dobil prepoved vstopa v ZDA za 1 leto, dobil jo pred izključitvijo, ko smo prišli domov. In to je nekako to, ja. Veš, kaj me zanima, a ko ste se vračali, so na meji že vedeli? Nimajo take kontrole. Ni bil noben. Je pa res, da sem jaz malo tako nikoli ne veš, kaj bo, Ta Amerika je tako zelo čudna, Zelo čudna, nikoli so je zgodilo, ko smo prišli v ZDA, da so šli enkrat dijak in enkrat pa en dijak na oseben telesni pregled, da slečejo do golega in pregledajo. Ko ste vstopali? Ko smo vstopali, ja. Jaz sem mogel iti, sem zjutraj sedel in čakal, da so to punco potem pripeljali ven, je bila čist fertik. In to je šok, ki ga to ne moreš doplačati. To je posebna sorte izkušnja. So pa situacije tudi, ki so vezane nekako na letalske prevoze, kjer pa tudi veljajo neke drugačne zakonitosti za potovanje, v smislu tega, da zamujanja ni, nedovoljene prtljage ne sme biti, različna pravila obnašanja, izgube dokumentov ne smeš imeti, oziroma to ne. To zadnje je problem, ostalo ni problem. Dokumenti so problem. Dogajalo se je, da je prišla dijak, za eno vem, da je prišla na letališče, že kle v Ljubljani, ni imela dokumentov in ni mogla iti z vami. A ste kakšne dokumente izgubili tudi kdaj na destinacijah? Tudi ste verjetno ne. Ja, smo, ampak to ni bilo na potovanjih na izmenjavi. Se je izgubila osebno, ampak smo sreči šli lahko na avion. V Evropi je bilo to. V ZDA je pa en fant pozabil
v eni trgovini v tej mednarodni coni svoj pasoš, tako da smo ga najdli, hvala Bogu, do časa. Se pravi, do zdaj smo imeli srečo, tako da. Greva še na pozitivne stvari teh potovanj in teh ekskurzij. Daj, pripoveduj nam o pozitivnih učinkih, ki jih dobijo udeleženi dijaki na ekskurzijah v tujini. Recimo tvoja opažanja. Ja. Zdaj, morebiten manko kvalitete mojega dela v učilnici se anulira oziroma se nadomesti s tem, kar jim lahko pokažem s svojim znanjem potovanj po svetu. Mislim, da vsaj s tistimi, ki hodimo po svetu skupaj, potem postanemo malo bolj povezani. Bolj široki postajamo vsi skupaj s temi potovanji, posebej, če gremo na kakšne destinacije, ki so drugačne kot tukaj. Dijaki širijo obzorje, svoje izkušnje. Vse veš, te litanije so splošno znane, širino dobijo, tolerantnost, odgovornost in tako naprej. Motivacijo za druga potovanja še, Seveda, za nadaljne potovanja in tako. Veliko plusov je. Kako to, da se ti to da še delati v času počitnic? Ja. Recimo, to si zdaj kar velik potovanj, ekskurzij si že izvedel. To, da se ti toliko let še zmeraj ljubi s tem ukvarjati. Ja, zdaj lahko bi rekel, da sem zasvojen. Ampak ne, obstajajo prednosti. Ne bom rekel, da mi je dolg čas doma, vedno manj mi je dolg čas doma, zato bom najbrž počasi odklapljal. Uživam v sprehodih tako ali drugače v teh mestih, kamor gremo. Istanbul recimo. Naredim si zdaj tako, ker imamo mi lokalne vodiče in imamo nekoga zraven mene, kar je dovolj, da hodijo otroci sami, jaz jih samo spremim do neke točke, potem so pa 3-4 ure prosti in to je zame izredno lep dopust, da se lahko sprehajam po samostojno ali pa hodam iz Evrope v Azijo večkrat v tem Istanbulu. Moram reči tudi to, da je finančno po novem zakonu, eno leto je star, za nas, ki vodimo po svetu, dijaki ali pa po Evropi, v tujino, bolje poskrbljeno, ker imaš ti poleg recimo zdaj dnevnice, normalne dnevnice za neko državo ali mesto, dobiš še nek dodatek, ki znaša vsaj toliko, kot je tista dnevnica. Se pravi, 2-kratno smo zdaj plačani za to. Iz Slovenije, to misliš? Tako. A bi morali na teh ekskurzijah nameniti več poudarka kulturnemu šoku, ki ga doživijo, recimo, šoku. Jaz mislim, da tukaj kulturni spremembi. Ja, jaz mislim, da tukaj poudarjati stvari ni treba, same pride od sebe. Ne? Tukaj priprava na ekskurzijo mogoče ubije presenečenje, pa čar ekskurzij, mogoče bolj, da čim manj vejo, kam grejo. Kako zagotoviš, da so dijaki med ekskurzijami varni in da se držijo pravil, dogovorjenih pravil med vami, ali pa spoštovanju pravil na destinaciji? Obstajajo nasveti, zapovedi, pa nekaj praktičnih napotkov. Zdaj, nasveti so: vi lahko najbolj poskrbite za vašo varnost, jaz nisem vedno z vami 24 ur, pazite na to, pazite na svoje stvari. Ali pa, da ste skupaj, da niste sami, da tako? V bistvu malo sem lahko mislen, ampak imam argumente za to. Jaz mislim, da se dijaki naše šole zelo odgovorno obnašajo, ko se sprehajamo po svetu. Vedno jim skušam dati precej prostega časa, da sami doživijo to, kar je treba, ker hoditi v povorki, ne tako kot, ne vem, otroci iz vrtca, ki se držijo za vrv, to ni najbolj fajn. Fajn je to, da grejo sami, pa da sami se zgubijo nekje, da jih same okoli prinesejo trgovci po Istanbulu, da tako te izkušnje v manjših grupah. Je pa res to, da prepovedujem, da kdo sam hodi okoli. Sami pomeni grupe 4 ponavadi. Ne? Najmanj 2. Kakšna pa potem dinamika med dijaki in učitelji, spremljevalci, ki so še na teh ekskurzijah? Jaz mislim, da smo sproščeni vsi. Seveda, da smo tukaj tako kot so potniki na nekem doživetju. Ne? Seveda so neka pravila, ki se jih je treba držati. Če kdo zamuja, pač ni fajn. Ne? Malo težimo.
problemov s kakšnimi nedovoljenimi substancami nimamo. Vsaj jaz jih ne vidim. Če že so tam, pač, kjer mora biti v sobah, kjer se to ne vidi, pa tudi pretiravajo, ne, saj kolikor jaz analiziram stanje, ko gremo zjutraj na pot, so vsi fit za naslednji dan. Kako se vzdržujejo ravnoteže med nekimi ugledi ali pa neko zabavo? Se pravi, a veš, pač nekaj razumem. to. Program je tako je. Programa se ne spreminja prav zelo. Se Mi držite ga teh spreminjamo ugledov? samo glede na vremensko napoved, kaj gremo pogledati. Program je zelo natrpan z vsebino. Prosto je, mogoče opoldne za kosilo, pa zvečer od 7-8 zvečer za večerjo in potem počitek. Prostor za zabavo, zabavati. Je pa vmes, ne? Zdaj, recimo, sveža zadeva je Istanbul. Razmišljam o tem, kje bi se tam lahko zabavali varno. Ne vem, ne poznam teh punktov, tudi ne več takih dijakov, ki bi imeli interes sami raziskovati to stvar. So pa bili. Imaš svojo najljubšo destinacijo za te strokovne ekskurzije in zakaj je to ta destinacija, ki jo boš zdaj razkril? Kaj, takole, fino mi je bilo povsod, kjer sem bil. Tako da res je to, da New York je nekaj posebnega. A ne? Želje so pa iti še kam drugam. Ne? Zdaj, kam drugam, že trobim okoli, jaz se zelo hvalim, mogoče preveč. Trobim okoli v neki Portugalski, ki mi je, ko sem osebno potoval tja parkrat, mi je ostalo v spominu kot zelo zanimiva dežela, z zelo prijetnimi ljudmi, z zelo dobro hrano. Recimo. Tudi hrana je meni pomemben del dobrega počutja na ekskurziji, na potovanju. No, Portugalska je recimo nek plan. Rad bi še ponovil nepozabne tedne v Maroku, ampak najbrž to ne bo šlo. To je preveč energije bi šlo za to stvar. Vrnil bi se spet na ta New York in sicer prej sva že malo omenila, si omenil, ko si v študentskih letih mogoče malo imel študentsko izkušnjo dela v tem mestu. V bistvu nisem bil študent, jaz sem, zgodba je, bom skrajšal, imam žlahto v New Yorku, se pravi sorodnike, bratranca sta imela eno restauracijo na obali, Orchard Beach se reče, to je tam gor, malo više od New Yorka, in sta želela, ker se nismo pogosto videli, da če imam čas, da pridem gor, pa jim pomagam delati v tej restauraciji. In sem rekel, v redu, pa grem. To je bilo že po fakulteti? To je bilo, ko sem že na Poljanah delal. Aha, tako? Ja. Čez počitnice, da si šel pred Ja, prvič sem šel tja, 94, 95, tam nekje. In sem delal kot natakar 2 meseca in pol. Včasih so bile počitnice še mehen daljše. 2 meseca in pol in sem pol nekaj zaslužil, videl New York in prišel nazaj. Kakšne so bile te izkušnje, verjetno drugačno, kot če si natakar v Evropi ali pa v Sloveniji? Jo, zanimive. Delo je tako kar naporno, ne. To je recimo, če si na plaži, kjer tam nekje A to si natakar bil, ali kaj si bil? Začelo se tako, Začel si to je s pranjem posode, verjetno, ne vem. Ne, to ne. Sem bil žlahta. Ja, Ampak začel sem tako, da sem polnil hladilnike s pijačo, okay. potem sem bil nekaj časa natakar, 1 sezono sem bil celo kuhar, tisto že najhujš. Potem sem pa skrbel za finance, ker sem bil računovodja? Ja, denar sem pobiral. Ja. Ker sem bil zaupane vreden, ker sem pač familija. Family, ja. Family, ja, sorodnik. No, v glavnem, zelo je zahteven posel, zelo smo se namatrali, ampak je bil pa tudi splen tak, ne. Računali smo v eni nedelji, ki je bil pik dan, smo lahko zaslužili $60,000. $60,000?
Peško, to je ful. In kako so to sprejemali kot Evropejca, Slovenca, pa ne šefi zdaj tvoji, sorodniki, Ja, ampak delal sem pa ostali delavci? predvsem z obarvanimi, če se to, ali pa Ostali z delavci, Čikoni, ali ja. pa z Kitajci. Seveda tista delovna sila, ki jo zdaj pri nas že vidimo. Ne? Tisti, ki so prišli par let nazaj v Ameriko, ali pa še kasneje, tisti so delali z mano in nekateri so se lomili z jezikom. Mi je pa ostalo v spominu vprašanje, ko sem šel nazaj, so rekli, kaj je s tabo, ti ni kle lepo v Ameriki, kaj greš nazaj v Evropo, ne? Kaj imaš tam? In rekel, da naša Amerika je Slovenija, da mi se imamo predvsej bolj, ko se imamo oni tam. Ne? Tam je samo v kvaliteti življenja. delo in denar. Delo in denar. Če nisi srednji ali pa višji sloj. No, tudi v osebnem življenju veliko potuješ, nameniš nekaj časa za potovanja. A ne? Mogoče kje, kam bi še šel, kje si že bil? Lansko leto sem bil na Šrilanki, pa na Maldivih. Res? Ja, Med poletnimi? Ja. Res? Maldivi so me mehne razočarali, razen potapljanja z morskimi psi. Šrilanka je pa čudovita. Zakaj so te razočarali? Kaj? Ker je skomercializiran ali kaj? Ja, to računaj, da imaš tam te rezorte, ki mi nismo spali v rezortih, mi smo bili na enem Ki so neki mehurčki. Ja, ki so neki mehurčki, kamor lahko priješ s tem, da doplačaš nek znesek in si tam cel dan, se slikaš, da imaš slike za na Facebook, karkoli, pa ješ, pa piješ, kakor hočeš in potem zvečer ješ nazaj s čolnom na tvoj otoček. Fajn zadeve so te potapljanja, ampak slabo mi je ostal v spominu, pa zato, ker je bilo slabo vreme. Samo en dan smo imeli tako, dan pa pol, da smo imeli sonca od 4 dni. Omenjaš potapljanje, a to na šnorklanje? Govorijo o šnorkljanju? Ja, Šnorklanje, ja. Šnorklanje. Ok. A ti je lažje potovati, vedno, ko potuješ z familijo, ženo, otroci, ali kdaj sam, ali je lažje potovati sam? Najlažje potovati sam, ker si najbolj neodvisen. Moram povedati tako, da mi je fino potovati z dijaki, zato ker sem jaz šef. Da mi ni fino potovati z agencijo, ker tam nisem šef, ker se moram podrejati vrstne. Pa naležaš se te njihove energije, verjetno te mladostniške ali pa. Tako je, ja. Zelo, vedno je neko dobro vzdušje, vedno se hecamo. Torej, če prav razumem, raje si na neorganiziranih potovanjih, se pravi na samostojnih potovanjih, kot pa na organiziranih. Ja. Si raje. Kaj pa kupuješ, ali pa kaj prinašaš domov iz potovanj? A kupuješ kakšne spominke ali? Ja, jaz imam eno čudno. Magnetke, ne vem. Ja, tudi to sem. Čudno neko hobi, ne morem reči hobi, strast, zbirateljstvo. Zbiram krožnike angleškega porcelana, različne. To sem slišal, ampak nisem vedel, da je to tako malo zbirateljstvo. Sem mislil, da je to bolj za starinske krožnike neke, ne? Ja, v bistvu niso tako stari. Tam 30 plus so stari. Za na steno ali tako za na steno? Za na steno. Ja. Okrasne krožnike. Okrasne. Ampak samo angleški porcelan. To, ne vem zakaj, to je prišlo do tega, da sem imamo eno staro hišo na Primorskem in sem želel neke krožnike na stenah, potem sem pa rekel, to je pa fajn, dajmo jih še iskati in zdaj kamorkoli grem na Bolšjaka in gledam te krožnike in jih kupujem. Na destinacijah? Kjer smo, v Istanbulu imamo nekaj teh destinacij. In se najde veliko zanimivih Ja, žal je tako, da ko sem bil na tem Bolšjaku, ta velikem v Istanbulu, to dela samo v nedeljah in ponavadi v nedeljah mi nismo tam, zdaj smo bili enkrat izjemno v nedeljo tam, tako da sem si vzel čas pa šel pogledati to stvar. Sem postal kar mal depresiven, ker sem videl, koliko krožnikov še obstaja. Jaz pa nisem imel toliko prostora v predlagi pa denarja. A na teh Bolšjakih ali pa na bazarjih še
gojijo to kulturo barantanja? Vedno. Turčija je A? tako dežela barantanja. Imaš kakšne take napotke, ki jih uporabljaš pri barantanju? Ali... Ja, teoretičnih cel kup. Je tako, pri tem barantanju moraš priti v sam duel dobre volje. Dobre volje. Recimo, če ti prodajalec da neko ceno, kaj se jim 100, ti si prepričan, da lahko prideš do 50. Nujno moraš priti do 50. Moraš priti do 50. Ja, Ali manj, ali kaj. Če ne boš šel k sosedu, boš probal isto. Ja. Se tam 50 ljudi isto prodaja. Tako da je pa res to, ne, da če ti je nekaj všeč, ne gledati na 5 evrov. Plače pa mej. Ja, uporabljaš kakšne trike za najugodnejše iskanje letalskih kart ali pa hotelskih ponudb, ali imaš to že vse utečeno glede hotelov? Ja, to je umetnost. To je letalske karte. Moraš imeti to srečo ali moraš imeti to znanje? Mi imamo eno smolo, ne? Jaz pa ti pa še kdo, da smo v prosveti, ker naše počitnice sovpadajo s počitnicami vseh, ali pa večine. In takrat so letalske karte drage. Ker moraš potovati v špicah. Tako. Je se zgodilo že, da sem imel srečo, sem dobil poceni letalske karte in potem vrstni redi tak, najprej karte, potem nastanitev, potem rentakar in to rabiš. In ko dobiš poceni karte, potem greš tja. Ponovadi obrneš spletno stran Ryanaira, pogledaš, kam letijo iz Zagreba, iz Trsta, iz Treviza, to so destinacije, in potem greš tja. Priporočam Severni Ciper. Tja pa hodiš, na Severni Ciper pa hodiš kot na letovanje da se grem spočiti. Čez poletje. Sprav, Severni Ciper si zamenjal za Hrvaško obalo. Ne? In kakšne so to plaže? Peščene? Peščene, dolge, prazne. Prazne? Res, med špico? Dobro, jaz grem takoj po koncu šole, začetek julija, in je še prazno, avgusta se malo bolj napolni, ampak takrat, ko smo mi, lahko si predstavljaš, ena plaža se imenuje Golden Beach, to je tam čisto na vzhodu iz tega Severnega Cipra, je približno 5 km dolga, peščena, pa srečaš 10 ljudi. Je pa res umetnost do tja priti, ker cesta je pa ubi Bože. Dobro, deva, potem se bova še ob sklepnem delu najinega pogovora pogovarjala o tvojih zanimivostih, če jih boš delil z nami. Spravi, zanimivo mi je bilo, da prvičkom daješ v reševanje kviz o sebi na prvi šolski dan, kot neka šala, za Afrikancija neki. Ja, zdaj... In a ga kdo reši? Ne rešujejo ga tako, tam ne zgubiš, tam vsi zmagajo, tam nekdo, ki je tako narejen. Prvo, zdaj, če se spomnim, prinesem čokolado, če ne mu rečem, da lahko eno domačo nalogo nima narejeno, pa mu to oprostim. Nekaj v šali, v glavnem. Ja, ne vem, prvi šolski dan, prvi letnik, srednja šola, preskok iz osnovne šole, se pravi napetost, skušam ubiti s tem, stres skušam s tem ubiti, skušam tudi konec kemije, bav, za mnoge od njih, in skušam to malo razbiti, tako da malo bolj gladko skočimo skozi. Pa še zabavno je, ne? Zabavate se vsi. Si tudi ocenjevalec in popravljalec maturitetnih pol iz kemije. Ne? Vsako leto, že dolgo časa? Od začetka. Koliko testov recimo na sezono gre čez tvoje ocenjevanje? 60 približno, 50-60. Ti je to prijetno? To je tako, ne. Jaz sem maturo popravljal, oziroma pripravljal na maturo dijaki gimnazije Poljane in dijakinje od začetka, od leta 1995 do leta 2002. In zdaj tega ne delam, ampak me še vedno zanima, kakšna je tendenca, kako se naloge spreminjajo, kaj vse je pravilno pri določeni zadevi, ker so neka siva območja. Tako malo strokovno me to zanima. Ne? Kako si pa, a to popravljaš na kako se temu reče, na elektronsko? Tako, elektronsko nadaljav.
In koliko, recimo, da si predstavljamo, recimo 60 nalog imaš, koliko nalog, recimo, popraviš v eni uri? Imaš kakšno normo ali si normo odrejaš sam? Naloge se popravljajo lahko tako, da popraviš celo polo naenkrat, lahko pa popravljaš vseh 60 pol. Vse prve naloge, vse druge naloge. To je dobro, ker imaš noter vse finte za posamezno nalogo in tako tudi večino dela. In ti se odločaš za katero varianto? To drugo, ne, da imaš vse prve naloge popravim, pogledam, kaj je prav in tako naprej, potem grem pa na druge in tako naprej. Koliko časa? Ja, ne vem. 1 popoldne. Ne, pa ne, a za vseh 60. 1 popoldne za 60 nalog, prvih nalog, recimo, ali kaj? A za 60 pol. Za 60, vse teste, vse naloge. To se mi zdi malo, to si full hit. AI, popoldne se da zavleči, vse to gre hitro potem, veš, ko imaš ti to, sam klikaš, pa točke noter daješ. Stvar je res to, da določene naloge so zapletene, bi treba malo bolj pogledati, ker so malenkosti, ki so lahko narobe, določene so pa zelo enostavne. Slavisti to delajo po cel mesec. Une neke eseje. To je bolj zapleteno, sigurno, ne. Kako si s tehnologijo, pa rečva, kako si s tehnologijo v šoli? Tehnologijo, a jo uporabljaš v šoli? Software ali hardware? Ne, a jo uporabljaš tako na pouku? Tehnologijo? Če poveš kaj o tem. Tehnologija v šoli, zdaj kaj uporabljamo? Interaktivna tabla verjetno, pa kaj, PowerPointe? PowerPointi. Kakšne filmčke, ali kaj? Filmčki tudi lahko, tako no, te klasične zadeve. Kako si pa s tehnologijo privat? A uporabljaš kaj te sodobna orodja, ki zdaj obstajajo pač? Misliš, če je GPT in podobno? Recimo, to uporabljamo v šoli. Uporabljaš za šolske namene? Uporabljamo, dijaki uporabljajo to, zdaj po novem. Par let se že to dogaja, da imajo neke naloge, kjer to preizkusijo to orodje, ga kontrolirajo in s pomočjo njega naredijo čudovit izdelek. Kaj meniš o platformah, ki ponujajo kemijske lekcije? Vsaka stvar je dobrodošla. Si naklonjen pač temu, jaz nisem v teh platformah niti nikoli še bil, tako da ne vem, kako sploh grejo, a je to plačljivo, a je to pro bono. Kot nek elektronski tutor, ki te vodi čez naloge svetovanja, kot nek inštruktor, sam da je v elektronski obliki. Ne vem, bi mogel pogledati. Tukaj bi mogoče osporaval kakšen del strokovnosti. Če pa pomaga, pa sami dijaki to vejo. Socialna omrežja imaš? Ne, Facebook, ja. Facebook imaš. Se pravi, kot dinozauri mine. Tako. Ja, zanimivo mi je bilo to, zmeraj, ko je informativni dan, bom tako rekel, ko je informativni dan, je tvoja učilnica, kjer predstavljaš te pač ekskurzije, slikovita, slike, je to štand, napolnjena je z stvarmi, ne? Lahko pa ne bi bila, ne? Lahko ne bi bila. Tukaj imam malo slabo vest. Zato, ker precej teh slik ima že precej starih in ekskurzije so že pase, marsikakšna. Je pa res to, da ta semanji dan, ta informativni dan je dan, kjer se moramo potruditi, da privabimo z argumenti, seveda, čim več dobrih dijakov, čim več dijakov, čim več dijakov želi priti v našo šolo. Ker po mojem mnenju si naša šola zasluži dobre dijake, po mojem mnenju smo vsi kot celota dobri, kvalitetni, vsak na svojem področju. No, dajva to kot za zanimivost. Glasba v mladosti si bil bolj punker ali rocker? Bolj punker. Punker, ne? In tudi iz tega mi je, danes sem gledal, pred tem najnem pogovorom sem si ogledal tvoj všečni band, ki ti je všeč, to se pravi Alo Stari. Fajn. To, ki nažigajo ta nek štajerski punkeri so to, ne? Odkaj punk? Kaj? A si kot mladostnik bil punker? Ja, takrat se je stvar začela. Jaz sem bil star toliko kot ti prvi letniki, ko prihajajo k nam
ko se je punk gibanje začelo tudi v Sloveniji. In In nekam si se mogel dati. Ne? tudi to, ja, mi smo bili popredalčkani v teh cajtih. Eni so bili šminkeri, eni so bili punkeri, eni so bili metalci. Pač bil sem tako družno, da smo pač se v to vrgli in moram reči, da punk je bil neka šola. A si imel dolge lase? Ali? Ne, takrat sem mogel biti kratke lase, to nisem imel. Zanimivo je mi je, ko sem se s Predinom pogovarjal. Gospod Predin je moj en bolj pronicljivih, pametnih ljudi, kar sem jih kdaj srečal. In tudi Lačni Franc je takrat nekako začenil. In tudi oni niso bili klasični punkeri, kar bi pomenilo neti, usnjene jakne, žiga, žaga, 3 akordi in tako naprej. Tudi mi smo bili bolj taki, nismo toliko na moč šli, ampak smo šli bolj na provokacije. Tako, ne vem. V mladih letih si igral bas kitaro ali kitaro. Bas kitaro. Svoj čas si pa tudi, mislim, osnove na kitari znaš. Ja. Znam akorde. Znaš par akordov, pa to. Tudi nastopal si na BNK-ju, mislim, da 2008. Dolgo nazaj, ja. 2008 z unim Nesretnik sem od Malena. Tako je, ja. Pa mislim, da 2011, tam je ta točka mi je pa zelo všeč, ker ste bili... Ja, Feri Srečko. Ubil sidmo se. Ja. Isto Mlakar. A še kdaj, a večkrat primaš za kitaro? Ne. Niti nima me doma. Prvi koncert tvoj je bil kje? Moj prvi koncert je bil... V Hali Tivoli? Ja, v Hali Tivoli, Rats, mislim, da so bili. To je... Bil band. Bojda si pa potem, to sem bil pa tudi presenečen, ne vem, kako gre to skupaj, se pravi, velik fan harmonike in narodno-zabavne glasbe. Ja, širok moraš biti. Se strinjam. Se mi zdi, širok moraš biti v žanrih, v okusih. Tako, v določenih momentih pa še nekaj, v določenih momentih pa še nekaj drugega. Tako, no. Včasih to, včasih ono. Tukaj imam eno iz dijaških let, se pravi, v času tvojega, to sem ti že prej omenil, ne pač v času tvojega šolanja, ti ni šla dobra matematika in ko si naredil matematiko, si proslavljal bojda ne več dni. To je bila pa fakulteta. Okay. To je bil pa davek tega, da sem si izbral na maturi lažjo pot, torej tuj jezik, a ne matematike, da bi še potreniral matematiko. In ta davek si potem plačal na fakulteti? Ta davek sem plačal na fakulteti. Kemija, matematika na kemijskem faksu je kar tako zapletena. Ko smo naredili konec z matematiko, smo kar proslavili nekaj časa. Si dal duška. Kot dijak, to sem pa iz pravega kota ven potegnil, kot dijak si bil pa srednje problematičen, naprimer na maturantskem izletu sta s sošolcem pela podoknice, razredničarki. Ja. Pripoveduj nam sočnosti o tem. Ja, sočnosti. Ja, sočnosti so malo bolj zamegljene, ker smo mi na tem maturantskem izletu. Moram povedati to, no, da naša srednja šola je bila precej burna. Kam si hodil? Škofja Loka. Ja, precej burna in mi smo bili precej bolj razposajeni, precej bolj nevodljivi. Kot so dijaki danes? Precej bolj neubogljivi kot dijaki danes. Jaz smatram, kot starejši občan, da so krivi za to mobilni telefoni, ker jih držijo v neki pozornosti, neumni, skozi za brez veze. V glavnem, marsikaj smo počeli in v času srednje šole in tudi v času maturantskega izleta. Med drugim sva zapela eno tako zanimivo melodijo od Idolov Jedina Malena, ne vem, to se lahko poišče na spletu, ki ima nekje v tekstu tudi eno grdo besedo, ali pa dve, se ne spomnim. Misleč, da gospe razredničarke v sobi ni. No, pa je bila. Pa je odprla okno, pa je rekla, vidva sta čist pijana, bejte spat. Pa zaprla okno, pa sva šla. A ste lahko kakšne posledice? Ne, verjetno. Ne. 4. letnik, v bistvu poznali smo se že dobro,
niso takrat profesori štartali na prvo žogo ali pa takoj nekaj sankcionirali, ampak so nam dali nekaj odpustkov, kar je dobro, kar moramo tudi mi početi. Ne? No, naslednja taka zanimivost mi je pa bila kaligrafija. Se pravi, pisanje, ki ne bi se ga naučil v vojski, ali kaj? Ja, veliko ti. Dobro si ti domačo naredil. Veliko. Pojasniva, kaj je to kaligrafija. Zdaj, kaligrafija kot taka ne bi bila nekaj drugega. Kaligrafija je ta umetnost pisanja, ampak islamski te. Aha, ja. To se fino vidi v Aji Sofiji, pa še kje v mošejah. Ampak umetnost lepe pisave sem se pa naučil v vojski od enega, se pravi Čato, se temu reče, to je pisar. Bil pisar. Od pisarja, ja. Pisar, tisti, ki je v pisarni in ni treba, da hodi ven po terenu in puza po blatu, po domače rečeno. Da se plazi in ima cel kup problemov in seveda ta Čato, s tem Čatom sva bila prijatelja in je rekel, lej, če me hoče zamenjati, se boš mogel naučiti lepo pisati. In me je začel učiti pisati, se pravi, 2 vrsti črk, ki sta zažgali pri tem našem poročniku. Ena je bila taka oblika fila pisave, če si lahko predstavljaš. Fila pisave? Fila pisave, pomeni, da imaš ti neenakomerno postavljene vodoravne črte v črkah. Nekje so zelo visoko, nekje so zelo nizko. Če se spomniš, fila ima A, tako kot trikotnik, F pa čisto osk. Druga je pa gotica. Gotica je pa pisava, ki je tudi fajn zadeva, ampak moraš imeti pa nalivnik, ki je odžagan od spodaj, tako da imaš en tak malo daljši del, ki ga pomikaš poševno, ki je ravna črta, če pa tako dol, je pa črta malo bolj debela. In s tem sem potem nekako se rešil marsičesa hudega. Bojda, da pišeš lahko hkrati tako z desno kot z levo roko. Ja, z levo lahko pišem, zato ker sem bil levičar do 2. razreda osnovne šole. Potem so nas pa v tem času, ker to ni bilo lepo, preusmerjali na desno. In z desno pišemo takrat. Tako da bi znal tudi z levo, recimo. Show off, ne. Bi znal tudi z levo. Bi, se to tudi delam. Ko prijem v razred, se veš, nastopači kot smo. Igor Kavčič. Ne, to ne gre. Gre. Igor z levo, Kavčič z desno. In to je to. Je bil pa en iz Vietnama, ki pa je pisal, najprej je pisal z obema hkrati. Tako ali kaj? Ja, potem je pa pisal tako, da je pisal v eno smer, pa z drugo v drugo smer. To sem nekaj videl. To je precejšen trening možganov. Naslednja zanimivost, ljubezen do psov. Trenutno več psov si že imel, verjetno, ne? Ja, ta je drugi. Imela sva z ženo, še preden sem imela otroke, eno psičko, Mišo, potem pa otroci so šli počasi od hiše, za časa COVID-a nam je postalo dolg čas in smo rekli, dajmo si umisliti enega psa. In ko sem jaz videl eno psičko, avstralsko ovčarko, nekje v Škofji Loki, sem rekel, hčerki, lej, tole bomo pa mi kupili. Tako pasmo in smo potem res kupili. In zdaj ga imamo, član družine. Pes, psička? Pes. Kako ima ime? Gustav. Gustav? Opišu, kaj si dal. Prva asociacija mi je risanka. Ja, se je točno to. Moja isto. Mađarska risanka. Ne, na G je imel v rodovniku ime, moral bi imeti bolj normalno ime, ker je neko čudno, na G pa se neko ne bo Gustav. Imata narejeno kakšno osnovno pasjo šolo? Imava osnovno pasjo šolo, nekaj časa sva hodila na agility. Super. Zdaj nima več časa. Tako da ja. Se pravi, na dnevni ravni se posvečaš Gustavu? Poleg vsega ostalega. No, to je kar precej posvečanja, 2-krat na dan za pol ure na sprehod. Pa da obnovita trike, ne? Da obnovita kakšne trike? Ja, tako je. Koliko je star zdaj? 5 let bo. 5, ok. A je to inteligentna pasma? A je to tako ovčar? Bolj pameten od mene. A je to podobna pasma kot tale? Avstralski ovčar. Kaj tisti, ki ima... Border collie? Ja. Zelo podoben. A to je to? Zelo podoben. Isto pameten. Ja, naslednja informacija taka je, zelo rad zahajaš v kanal ob Soči, tam imaš neko hiško, tam se mogoče malo sproščaš v različnih delih. Vikend ko vikend, ne? Ja, v različnih delih kot
po pravilu hiše ali pa sadjarsi ali kako. Obrezovanje. To je tako, to je nek kontrast ali pa druga smer. Računaj se ve sam, ko smo tukaj v službi, smo v družbi veliko ljudi, veliko otrok, veliko moramo govoriti. Skozi smo v nekem pozoru, kar zahtevna zadeva, z leti vedno bolj. Potem, ko pa nismo tukaj, ko smo doma, pa rabiš mir. In ta mir se najde. In to je antipod tega. Antipod, čisto. Sam sem tam, pes mi tam nekje leži, ali pa se preganja okoli. Jaz nekaj delam in razmišljam. Edino, kar me pokliče iz moje osame, je to, da moram priti na kosilo. Bojda, da imaš tudi tako ročne spretnosti, da si sam svoj mojster, da veliko stvari znaš popraviti, obnoviti sam, da se lotevaš sam takih stvari. Ja, lotevam se že. Sam svoj mojster. Efekt je včasih vprašljiv, to moram priznati. Je pa res to, da se marsičesa lotam sam, marsikaj sem tudi sam obnovil v tisti hiši. A bi to veljalo tudi za mizarska dela? Ja, določene enostavne stvari, ja. Kakšen stol, kakšno klop sem že naredil. No, zdaj se spet lahko pač bolj posvetiva tem okrasni krožniki. Bojda ne samo krožniki, tudi starine, da te pritegnejo. Ja. Zanimaš se za starine, ali ne vem. Ja, to je vse obenem, ne. Bolšjaki so moja prva točka, kamorkoli pridem. Ampak krožniki so edina stvar, ki jih zbiraš, a so še kaj? Ja, zbiratelj sem pa zdaj krožnikov, ker pač vsega ne morem. Je pa res, če kaj lepega vidim, če kaj takega vidim, kar bi lahko dobilo svoj smisel v tej moji stari hiši, se je v bistvu žene. Stari hiši kupam, ne. Koliko številčno pa je potem ta zbirka krožnikov, da si predstavljamo lahko? Okoli 200. 200 krožnikov? Čak, sam nimaš jih na stenah? Imaš jih na stenah, ne? Skoraj vse. Imaš na stenah? Upešuko. Veliko sten imam. Veliko je to, se mi zdi. Veliko. Tudi za čistiti. Ja, to je pa problem. To je pa problem. Ja, mogoče to. Imaš 3 otroke, Luka, Aleks, Tinkara. Kot zanimivost se bom spotaknil ob Aleksa, ja, ki je profesionalni športnik, ja, rokometaš, je reprezentant. Občasni, ja. Občasni reprezentant. Igra pa kje? Igra v Zagrebu. V Zagrebu. A si tudi ti v mladosti se s kakšnim športom ukvarjal? Bil sem rokometaš. A tudi ti si bil rokometaš? Ampak ne dolgo časa. A tudi ti si bil rokometaš? Ja. Kot igralec, kot vratar? Pivota. Pivot, a ja, super. 6-metrska črta pa... Ja, vsi te tepejo, tako da... To pa nisem vedel, da si bil. Ja, to je bilo kratek čas. V kateri vlogi bolj uživaš, kot dedek ali kot oče? Kot dedek, definitivno. Kot dedek. Zakaj? Joj. Koliko so pa to stari vnuki? Zdaj vnuka sta stara, en je star leto pa 3 mesece, še vedno še smehna, drugi imaš 7-8 mesecev. To so štručke. Ja, to sta. Ne vem, druga dimenzija. Tako kot... zdi se mi zelo podobno kot takrat, ko sem bil brez otrok, pa z otroci. Se mi zdaj zdi, ko sem samo z otroci, pa brez vnukov, pa potem z otroci in z vnuki. Čisto drugačna zgodba. Sama neka energija je tukaj noter, ne. Vedno nek tak boost dobiš, sama dobra volja. Od športa in rekreacije, s čem se ukvarjaš s športom in rekreacije? Jaz te poznam kot zelo dobrega igralca, recimo odbojka bi znal zelo dobro igrati. In na mivki in tako v dvorani. Zdaj nogomet verjetno tudi. Imam srečo, da imam družbo, ki je družba bivših športnikov, tako ali pa drugače. V bistvu vsi so in starejši in mlajši, 2 grupi imam. Mlajši so vsi bivši odbojkaši, jaz v bistvu sem to odbojko prišel s pomočjo svoje žene. Ona je igrala odbojko tudi profesionalno, ne, bila je igrala v jugoslovanski ligi celo nekaj časa, pa v slovenski in to. In smo prišli v stik, ko je prišla v Škofjo Loko s temi odbojkaši Škofje Loke in smo začeli igrati odbojko in
nogomet, tako da igram nogomet enkrat na teden, odbojko, poleti beach volley, pozimi v dvorani. Čim dlje. Poleg Je tega pa boljše. tudi hodiš na pohodniške izlete, verjetno. Ali, ja, Sam hodim, ja. hodiš? Ja. Kam hodiš? Ja, zdaj, ti Največkrat verjetno tale, kaj imate tam? Ljubnik. Ljubnik, Ne, ne? ni mi Ljubnik všeč. Ne. Preveč ljudi mi je. Ja. Spet sem jaz tisti, ki hočem biti čim bolj sam. Se pravi, hodim po teh, ki so zelo neobhojene. Obstajajo, ampak jih zelo malo ljudi pozna, hodim in pač uživam v miru in družbi samo svojega psa. Zelo rad pa spremljaš šport. Ja. Kaj spremljaš, recimo? Rokomet, seveda. Dobro, to zaradi svojega sina, pa to, okay, te rokometaške scene. Ja, vse, v bistvu rokomet, nogomet, odbojko. Te stvari me najbolj zanimajo. Nogomet zanimivo ne. Pri nogometu, če so res kakšne pomembne tekme, če ne pa samo prevrtim pomembne prizore in to je vse. Moram reči, da od teh športov imam najmanj rad rokomet. Zmeraj se razburam, ko to gledam, ker včasih je prekršek, včasih ni. Ful je nekega manevrskega prostora, neke sive cone za manipulirati tekmo, a veš. Ja. In tega težko gledam to. Prenašam, ful težko prenašam to. Jaz pa to gledam čist na drug način, iz drugega zornega kota. Meni se pa zdi, osebno se mi zdi var. Dobro, pri odbojki mi je v redu. Pri fuzbalu, pri nogometu mi je var odveč. Mi smo se vedno po nogometu pogovarjali najprej o rezultatu, potem o igri, potem pa o sodniških odločitvah. To je bil poseben, pomemben del sočnosti Ja. tekme. Podobno je v rokometu. V rokometu še vedno obstaja, se strinjam s tabo, da bi bilo treba določene stvari vseeno malo zamejiti, ampak obstaja neka siva cona, kjer so sodniki tisti, ki odločajo. To se meni zdi zanimivo, to se meni zdi tako po starem in to staro mi je še vedno dobro. Sin se s mano ne strinja, ampak pač jaz to tako gledam. Ja. Prej sva že tudi omenjala motor. Mislim, da sem te jaz videl na 2 motorjih. En tak, kot je Vespa, pa drug malo bolj resen motor, tak, niti ga ne znam, Kawasaki ali kaj. Ja, Daj malo povej s temi motorji. motor bi rekel kriza slednjih let, mogoče. Zraven bi rekel še uporabna stvar za mene sploh, ker se vozim iz Škofje Loke. Zdaj poleti z motorjem mi prišparam pol časa, Ja. pa pol denarja. Začelo se dejansko tako, da so v Medvodah delali en most in so bile grozne kolone, še večje kot zdaj. Mi smo se vozili tam pri Mednem. tam. Mi smo se vozili čez Katarino v Ljubljano. In takrat sem jaz rekel, dosti bilo tega. Bom si šel izpit za motor delati, sem ga naredil, si kupil motor, najprej je bila spet ena Vespa, nisem avtomatik. Potem sem rekel, pa tole je bilo lahko še kaj druga, pa sem si kupil potem malo močnejše motorje, pa to, zdaj sem se spet umiril, počasi sem si vzel neko uporabno Yamaha X-Max, tako zelo za po mestu, ni problema, avtomatik. Dovolj močno, da gre, toliko, da je treba. Opažam, da mi malo zmanjkuje energije za kakšne daljše potepe z motorjem. V kanal pa nazaj še grem iz Škofje Loke, na morje že nekaj časa nisem šel. V Ljubljano se pa dnevno vozim. Tudi padel si že z motorjem, a? Ja, parkrat. Tako resno ali? K sreči ne. K sreči ni bilo hitrosti. Je A to pa... z Kawasakijem? Ne, obakrat z Vespo. Ja. Okay. Obakrat z Vespo. Je pomembno, da imaš obleko pravo, je pomembno, da imaš čelado nujno. In malo sreče moraš imeti, ne? Da te odbije na uno stran ceste, kjer ni nasproti vozečih avtov. Bereš veliko? Kaj bereš? Več bi rad bral. Rad bereš? Rad berem, kadar se lotam. Sem si celo zadal, da si bom vsak mesec eno knjigo kupil. Sem si kupil zdaj po 2 meseca knjigo, ampak sem jih obe razdal, eno enemu sinu, eno drugemu sinu, ko sem jih prebral. Pa bom še to najbrž nadaljeval. Imaš mogoče kakšno knjigo, ki nam jo lahko toplo priporočaš za mogoče lahkotno poletno branje ali pa za pred spanjem? Ja, pred spanjem težko, ker so...
Meni knjige vedno se pravi priporoča ena avtorica, ki je meni zelo ljuba v Sobotni prilogi. Piše tudi eseje, to je Irena Štovdohar. Zelo, zelo zanimive stvari. Ona ponovadi se najde neko temo in potem jo razglobi skozi knjige, ki jih opisuje, in potem se iz teh knjig lotam in jih prebiram. Zdaj, Filozof in volk je ena zadnjih, ki sem se jih lotil. Kaj si rekel? Filozof in volk. Knjiga, naslov knjige. Ja, filozof je kupil enega volka in z njim živi, pa potem ga pa filozofsko spremlja. Kako živi ta volk, kako nagoni prevladujejo, kako se igra, kako napada in tako naprej. Zato, ker imam pač psa, moj pes je tudi malo bolj divji, tako da ga malo gledam volčje stvari na njem. Tako, za na konec, ker so že zelo na koncu, si tudi nabiralec gob, ne? Ja. Imaš kakšne skrivne revirje? Imam. Pa ne poveš, ne? Lahko, se ne bojo vedeti, kaj je to. Lahko. Moram povedati, da moje korenine izhajajo iz Poljanske doline, to je tam od Škofje Loke malo naprej. Tam levo in desno od Poljanske sore so hribi, so gmajne, so goščave, so poti čudoviti za sprehode, jeseni polni gob. Igor, najlepša hvala za pogovor na Poljanskem kavču. Zahvala tudi vam, poslušalcem, gledalcem in sledilcem, ki nas spremljate, všečkate ali komentirate. Vabimo vas, da si ogledate tudi pretekle objavljene epizode iz prejšnjih sezon. Obdarujte nas z vašo pozornostjo, za ogledi, všečki, morda tudi komentarji. Velika zahvala pa gre tudi našim zvestim dijakom tehnično-podporne skupine, ki delujejo v ozadju, brez katerih tega Poljanskega kavča zagotovo ne bi bilo. Igor, hvala lepa za pogovor. Hvala tudi tebi. Mi se pa spet gledamo kmalu z novim gostom na istem Kavč kanalu. Čauke, čauke. Lep pozdrav. Ok, zdaj pa še nekaj časa sediva tako in se pogovarjava kot v nekem studiu, tako je, Sandi ja. Čolnič.